Lepo pozdravljeni v družbi Sportkluba in v družbi Prve lige Telema. V magazinu Podprečko smo se v preteklem mesecu podali v lov na nove zgodbe. Kaj vas čaka tokrat? Pred naše kamere bo stopil Andres Vombergar, ki je po reprezentančni akciji izkoristil premor v argentinski ligi in si v Sloveniji privoščil še oddih. Z izzivom Podprečko se bo srečal mladi član Kopra Anis Jašaragić. Domovanje Koprčanov nam bo predstavil Adnan Golubović, v rubriki Pogovor z legendo pa bomo spomine obujali z Janezom Strajnarjem. Andres Vombergar. Nekdanji napadalec Olimpije in novopečeni slovenski reprezentant je premor v argentinski ligi izkoristil za nekoliko daljši obisk Slovenije. 28-letnik se je rodil v državi, kjer so vsi zaljubljeni v nogomet, zato ne čudi, da se je tudi sam začel ukvarjati s tem športom. Razlog, to pa ne vem, ampak vem, da imam slike doma, ki sem bil že dojenček, pa to sem bil zmeraj žogo v nogah, v rokah. Tako da ja, otroštva sem začel igrati. So me takoj poslali v neko tako, bi rekel, šolo za nogomet. Čeprav takrat je ena anekdota, ki imamo ob 4 letih, mi smo govorili slovensko, ne, doma. Pa špansko sploh nisem znal, tako da ob 4 letih sem šel, pa trener mi je rekel, da ga ne znam, ne razumem nič, pa je rekel, da se vrnem naslednje leto, ne. V mladih letih se je ponudila priložnost za selitev k River Plateu, ki jo je Andres z veseljem izkoristil in tam treniral ter igral z izjemnimi posamezniki. Takrat pa sem bil soigralec Guidota Rodriguez, zdaj igra za reprezentanco argentinsko. Takrat sem bila soigralca, zdaj sem ful vesel, da igra za Betis, za Argentino itak, pa je bila lepa izkušnja. Kdo je bil njegov idol v otroštvu, nad kom se je najbolj navduševal? Od otroštva veliko kot idol nisem imel, moče sem gledal te napadalce, ki so igrali bolj na mojem položaju, takrat se je bil Higuaín, Batistuta, Palermo, Salas v Riverju. Ampak ja, potem takoj, ko je prišel Messi, sem za vse, mislim, na Argentince, moj starosti je on. Glede na to, da je nogomet v Argentini prava religija, ne čudi, da se je zelo težko prebiti na najvišji nivo. Kako se je do članskega nogometa prebijal Andres? Težko, veliko konkurence je, oziroma vsi igrajo nogomet v Argentini, ne. Tako da, ja, že od otroštva sem začel v nizkih ligah, potem sem šel v River, takrat sem imel poškodbo, sem se vračal v nižjih ligah nazaj, sem začel v 5. ligi, 4., 3., v drugi, pa takrat sem imel dobre predstave, pa mi je Olimpija poklicala. Leta 2017 se je priimek Vombergar vse bolj pogosto pojavljal v slovenskih medijih in na koncu je Vombergar zares prestopil v našo ligo ter okrepil Olimpijo. Kako je prišlo do prestopa? Kdo je bil ključen za njegov prihod v Ljubljano? Ja, takrat pač ne vem, zvedeli so, da je en Slovenec, Argentinec, ki igra v Argentini. Pa takrat sem prišel v stiku z Rodonjom, ki je bil takrat športni direktor. Je prišel do Argentine, prav me gledati, sva se malo menila v projektu, ki so imeli. Jaz pa takoj sem bil za to, ne, Slovenija, sem imel neke sorodnike tukaj, prvi korak v Evropi. Koliko je Andres poznal slovenski nogomet, ga je v Argentini lahko spremljal? Ja, bolj manjši sem gledal reprezentance, ne, bolj slovensko ligo nisem gledal, moče. Ja, Olimpijo ali Maribor, ki se je parkrat uvrstil na Champions League, ne. To v Argentini leži prišlo, ne, do televizije. Najlepši spomin na obe obdobji pri Olimpiji je vsekakor sezona 2017-2018 in v njej odločilni večni derbi, na katerem je Andres dosegel gol za zmago, ki je bil na koncu tudi jeziček na tehtnici v boju za naslov med zeleno-belimi in Mariborom. Kako je sam doživljal tisto sezono? Ja, to je bilo res vrhunsko leto. Čeprav prve mesece, ko sem prišel, mi je malo koštal najprej v ritem, jaz sem prišel iz druge, čeprav je konkurentna liga v Argentini, tukaj Olimpija, takrat smo imeli top igralce. V Olimpijo se je vrnil še v sezoni 2020-2021 in v tisti epizodi dodal še en pokalni naslov.
Ali uspe še vedno spremljati svoj nekdanji klub in posledično tudi prvo ligo Telemach? Tako da, ja, zdaj, ki sem malo daleč, tudi malo spremljam, če ne toliko uživo, ampak te highlights, ki lahko dam po internetu, pa si lahko gledam malo tekme. Letos je Andres prestopil k San Lorenzu, ki sodi med največje argentinske klube. Ob številnih lovorikah je znan predvsem po izjemnih navijačih. Kako Andres doživlja igranje pred tako vročekrvnimi privrženci? To pa je sama adrenalina. Ja. Prideš noter, vidiš, da je 40-50 ljudi na tribunah. Je pa kar lep pritisk, pa tudi odgovornost, ampak je res zanimivo. Prvič, ki igram med tolikimi ljudi, pa res uživam v tem. Ja. Z debijem v reprezentančnem dresu je izpolnil enega izmed svojih ciljev. Glede na njegova leta pa ima pred sabo še vrsto let igranja profesionalnega nogometa. Kaj lahko po njegovo prinese prihodnost? Razmišlja tudi o povratku v Evropo? Ja, sigurno. Čeprav ja, tukaj imam družino še, so se še več družine selili. Zdaj imam še 1 leto pogodbo v San Lorenzu, ampak nikoli ne veš, kaj se bo dogajalo v fuzbalu. Za konec druženja nas je zanimalo le še to, v katero ligo bi danes prestopil, če bi si lahko sam izbral novega delodajalca. Izbira glede na njegovega idola ne preseneča. Ja, v katero ligo? To pa bi igral v Franciji, ki je Messi zdaj še, samo zaradi tega, da bi ga srečal. Andres, hvala za druženje in srečno v nadaljevanju sezone v dresu San Lorenza, hkrati pa ti želimo tudi obilo sreče v reprezentančnem dresu. Anis, zdravo. Zdravo. Kako? V redu. Razmere so sicer malo zahtevne, poznaš naš izziv pod prečko? Poznam. Poznaš, ampak vseeno ti bom razložil pravila. Okay. 5 žog, začneš kjerkoli, kakršenkoli vrstni red, zgornja 2 kota sta po 10, spodnja 2 po 5. Imaš pa kar izziv, Žan Trontelj je pri 40 točkah, neka tvoja napoved? Ja, čim več, bom se potrudil. Kot bi rekel slavni najkomentatorji, občutek kaj tremni? Malo je, ja. Ajde, vso srečo. Ajde, hvala. Evo, 5, bravo. Opa. Malo se ti je premikala, Ja. To bo pa VAR mogel pogledati, če je šla čez črto. Ne, danes pa ne. Ni tvoj dan? Včeraj bo preveč. Ajde, zdaj pa ena levo zgore. Ajde. Dobro, ajde, levo je bilo. 10 točk. Dober, najslabši. Ja, ni še konec. Ne. Zadovoljen, nezadovoljen? Pa nezadovoljen. Se ti zdi zahteven izziv, ker na začetku smo vsi mislili, da bo kar enostavno, luknje so velike. Ja, zgleda enostavno, ampak ni. Tako da, ja. Veš, kaj te bomo še poprosili, samo pozdrav pod prečko, ga poznaš? Tako. Ja, pod prečko. Tako, gremo, 3, 4, pod prečko. Preverimo lestvico izziva pod prečko. Anis Jašaragic se je z 10 točkami uvrstil na zadnje mesto, na vrhu pa še naprej kraljuje Žan Trontelj iz Brava. Po 16-dnevnem premoru zaradi mundiala v Katarju trenutno spremljamo sklepni del jesenskega dela prve lige Telemach. Ta konec tedna prinaša še 20. krog, zato vabljeni v našo družbo. V nadaljevanju Adnan Golubović nam bo predstavil Bonifiko, Janez Strajnar pa bo naš gost v rubriki Pogovor z legendo.
Adnan, zdravo. Čau, Hvala, da ste nas sprejeli v vašem domu. dobrodošli. To je trgovina, klubska, kjer Ja. lahko kupijo navijači. Res je neka pridobitev, ne, v zadnjih sezonah, nekaj novega. Ja, v bistvu tukaj imamo vse artikle, pač klubske, ki se dajo kupiti, tako da V oči bodejo te kartice ja. vašega bodočega prvega strelca. Ja, pričakujemo ga zdaj januar, upam, da bo v dobri formi, tako da nam bo malo pomagal. Tako da, No, kaj bomo danes se videli, gremo v garderobo, potem na igrišče, pa ja, na fitness. VIP, ja, fitness. Bomo kar en lep krog naredili. tako Potem da pa kar za tabo. zanimivo. Ajde, gremo. Kaj gremo najprej v garderobo? Najprej v garderobo. Okay. Na dan tekme, kak poseben ritual pri tebi, pri soigralcih, opaziš kaj? Jaz ne maram ritualov, ker to zame neko vraževerje, če nekaj tako tazga verjameš. Se ti zdi, da ti to jemlje koncentracijo? Ja, v bistvu pol, če ne narediš ta ritual, kakor vsakič pol lahko misliš, da gre lahko kaj narobe in raj se ne nočem s tem. Pač. Evo, to je naša stočilnica. Vidim, da imate vsak svoje mesto. Ja, malo je še danes razmetana, kaj po tekmi, ampak ponavadi niso tako kopačke glih. Včeraj je bila tekma, nismo še uspeli pospraviti vsako svojo. Kar gremo na tvoje mesto. Aha, jaz sem tukaj, slika mi je padla dol. Se mi je Ampak zdelo, je da ne tukaj vidim. nekje. Ja, mogo bi jo zanimati gor, tukaj sem jaz. Imate kakšna posebna pravila v slačilnici? Pa v bistvu mislim, da ima vsaka slačilnica neka svoja pravila glede zamujanja, nediscipline, takih stvari. Vodite kakšne posebne kazni? Pa imamo tudi kazni, tam imamo tablo, kjer zapisujemo v bistvu te, kdo zamudi, kdo je pozabil opremo, te take stvari. Pa na koncu meseca seštejemo, imamo pač rajče zbira denar in na koncu Greste na kosilo večerja? ja, nekaj tazga, kakor se odločimo vsi skupaj. Kakšen je ritual, ko pride kak novinec, kako ga sprejmete, mora kaj zapeti, kakšen krst? Ja, imamo zapoje, pač prvič, ko gremo na neko večerjo, mora pač novinci zapeti, kaj, tako da ponavadi je. Na dan tekme torej, kako vse skupaj poteka, priprava, potem pa sprehod skozi tunel, tako da po mojem lahko kar zaigrava, kot da je tekma. Ja, lahko greva kar. Torej tu čez hodnik, Ja. tu se že čuti neke metuljčke pred kako pomembno Pa ja, tekmo. tukaj že ponavadi nasprotnik čaka na nasprotni ekipi, sodniki nas že pregledujejo za tekmo. Tam smo mi, Ja, novinarji. nestrpni z mikrofoni. Ja, tukaj so mlajši, te... Ja, to pa vidim, tudi od trenerja, hčerki ponavadi, ne? ja, od obeh trenerjev in od pomočnika in od Zorana. Predvsem od Zorana se spomnim enega primera, da je hčerka vse poznala, res Ja, so kar aktivni tukaj. ima pod nadzorom vse igralce. Tako da tukaj pol prideš, se že začne v bistvu. Imaš kje posebej kakšno mesto tvojih bližnjih, kje sedijo na tekmah, se kam ozreš takoj, ko greš, ali tudi tu ni nekega Ja, moj vraževerja? oče je tak, da vedno, ko prije na stadion, jaz sem ponavadi že na ogrevanju, čaka me tam, dokler mu ne pomaham, da sem ga videl, in pol gre in se usede gor v zadnjo vrsto in vedno vem, da je tam nekje pač. Tako da, Greva še na zelenico. Zdaj ne rabimo se daleč prehajati, da pridemo do tvojega mesta. ja. Kateri gol ti je ljubši na stadionu, ta ali tisti tam, ko so gostujoči navijači? Pa v bistvu gol mi je bolj všeč, zato ker je tudi boljša podlaga tam. To je prvo, drugo pa nekako na začetku sem se težko navadil, da je VIP tribuna za golov. Nekako mi je bilo to neobičajno, ampak ljubše mi je pač rajš tam branim na oni strani. Gremo pogledat na hitro samo še proti klopem, če smo že na igrišču. Šli bomo tudi mimo tribune, kjer so tifozi. Ja, To je tudi neka anomalija, ne, da so na strani domači navijači. ja. Pa dobro, ja, blizu so tukaj na levi strani. Tudi lažje malo pritiska na pomočnika, na sodnike. Ja, res je, tukaj je vedno pomočnik pod pritiskom. Dvakrat premisli, preden dvigne zastavico. Vaša klop pa tale na levi strani. Ja, to je naša klop. Mesto, kjer si najmanj rad. Dober, noben igralec, ni sploh golman, ne rad sedi na klopi, tako da vsak fuzbaler. Pri vratarjih je ta posebnost, ne, da samo eno mesto zanj, tako da je Ja, res težko je konkurenca. včasih, zato ker
včasih res dolgo traja, da golman dobi šanso. Tako da včasih se lahko to malo zavleče in je... Pa ne sme biti napak, ne? Tvoja napaka skoraj Ja, vedno v pomeni bistvu, gol. Ja. Če narediš napako kot golman je... Da vidim, če ti je vse udobno, ko si na klopi. Pa dobro, je kar udobna klop. Ja, ja. Ni slabo, samo... Če bi bil jaz Zoran, bi več sedel. Dobro. To je torej klop. Ja. Odnos z navijači, takšen je. Pa okej, vedno nas podpirajo. Tudi zdaj, ker mogoče nismo ne vem koliko teka že zmagali, podpirajo nas. To je lepo. Pa znajo biti zelo glasni, ne? Pa znajo biti, ja. Bilo je par tekem, ki jih je bilo kar v lepem številu, tako da je kar lepo, simpatično. Tako. Daje neko posebno energijo. Ja, sigurno. To je manjša dvorana tukaj. Vidim tudi mizo za namizni tenis. Ja, To tudi igrate ali? Ja, bolj po treningu. Pred treningom se bolj posvečamo preventivi. Torej fitness. Ja, tukaj je dosti časa. Si rad tukaj ali? Pa rad sem, ja. Zdaj zadnje čase kar dosti treniram v fitnessu, delam dosti individualno, tako da... To je nekaj, kar se potrebuje, ne? Predvsem, če Pa, hočeš ja. preskočiti še na tisti najvišji nivo. Ja, res je, dosti je na fizični pripravi, tako da dosti preventive, fitnessa. Pa še poškodbe se preprečujejo. Ja, res je. Kaj nam je še preostal VIP? Ja, še VIP malo, lahko gremo kar za mano. Moja žena bi bila navdušena nad izbiro glasbe. Ja, to je pokal. Ja, tu se kar lahko stavimo. Ja, Lovorika iz prejšnje sezone. ja. Lepi spomin. Blizu je bilo, da bi bil še tisti okrog. Ja, blizu smo bili, škoda. Je pa motivacija še više zdaj, ne? Ja, je. Upamo, da bomo na koncu osvojili še kakšno to sezono. To pa je Ja. torej VIP. To je VIP. Tukaj imamo kosilo, večerje. Teka imamo pač organizirano hrano strani kluba. Tudi tu super pogled na igrišče. Ja, lepo se vidi. Si očeta že pripeljal, da je iz VIP-a gledal, kdaj tekmo? Ma ne mara. On je rajš med publiko, poslušamo komentarje, komentira. Cloud selektor. Ja. On vse ve. Adnan, hvala za super predstavitev, hvala za Hvala vam. gostoljubje in srečno Hvala. v nadaljevanju sezone. Hvala vam. Janez Strajnar. Golman z največ nastopi v prvi ligi Telemach, ki je tudi sicer na večni lestvici nastopov med slovensko elito izredno visoko. Nogometni ljubitelji se ga v glavnem spominjamo s časov, ko je branil gol Primorja. Danes 51-letni Strajnar, ki je tudi po karieri ostal v nogometu, je tokratni gost v rubriki Pogovor z legendo. Kdaj in kje je Janez vzljubil nogomet in zakaj je postal vratar? Pa vse skupaj se je začelo, lahko rečem, kar na domačem dvorišču. Garažna vrata so predstavljala gol. Imel sem starejšega brata, ki je imel ogromno prijateljev, starejših, tako da, ker sem bil najmlajši, so me enostavno postavili na gol in tako je ostalo. V mladih letih se je legendarni golman preizkusil tudi v vlogi igralca v polju, a se je kasneje vrnil v gol. Kdaj se je začel z nogometom ukvarjati nekoliko bolj profesionalno? Resna zadeva se je začela, ko sem prestopil v mladinsko nogometno šolo Olimpije in tam se je vse skupaj začelo bolj resno. Občutil si že nek polprofesionalni nivo. Olimpija je v tistih časih bila prvi klub v Sloveniji, v bivši Jugoslaviji in lahko smo bili izredno veseli vsi tisti igralci, ki smo bili del te mladinske ekipe. Kot vsak mlad fant je imel tudi Janez Strajnar svojega idola, po kom se je zgledoval. Če se spomnim dobro, sem izredno bil navdušen nad takratnim vratarjem belgijske reprezentance in pa vratarjem Bayerna Jean-Marie Pfaffom. Prve izkušnje s članskim nogometom so prišle že pred slovensko osamosvojitvijo, ko ga je po končanem mladinskem stažu pri Olimpiji v Domžale povabil takratni trener rumene družine Branko Bošnjak. V Domžalah je nato branil tudi v prvi sezoni novo nastale slovenske lige. Kakšni so sicer spomini na zgodnja leta domačega državnega prvenstva? Po osamosvojitvi se je Slovenija bila
Primorna naenkrat odločiti v ligo 21 klubov. V prvih letih moram priznati, da smo imeli mlajši igralci srečo, ker je po razpadu Jugoslavije ogromno število kvalitetnih tujcev delalo to ligo še veliko boljšo in na srečo smo mi, igralci, ki smo bili del te lige, od njih se lahko veliko tega tudi naučili. Strajnar je največji pečat zagotovo pustil v Primorju iz Ajdovščine, katerega dres je v slovenski ligi nosil na kar 295 tekmah. Na kaj najprej pomisli, ko se s prijatelji pogovarja o tem obdobju svoje kariere? Moram reči, da so spomini lepi, glede na to, da sem tam preživel kar večji del svoje nogometne kariere, samo 11 sezon. Klub je rastel z razvojem same lige, tako v pogledu organizacijskem, kot tudi na igralskem nivoju smo rasli. In če se ne motim, smo bili 3-krat v finalu slovenskega pokala, 2-krat smo se borili do zadnjega kroga tudi za naslov državnega prvaka z Mariborom. Je pa škoda, priokus ostane, ker v bistvu nismo pa uspeli osvojiti nobene lovorike. Prav v času igranja za Primorje je Strajnar dobil tudi svojo edino priložnost za nastop v dresu slovenske reprezentance. Priložnost mu je ponudil takratni selektor Zdenko Verdenik, naš tokratni sogovornik pa je s tem izpolnil enega izmed svojih ciljev začetka kariere. Ja, definitivno, da so sanje vsakega športnika, kar ti lahko največ pomeni, je, da nastopaš za državno reprezentanco. Če v dresu Primorja ni dočakal lovorike, se je to spremenilo v jeseni njegove kariere. Državni naslov je dočakal v dresu Domžal, z Interblokom pa za konec osvojil še naslov v pokalu. V Domžalah, ki so bile v tistem obdobju izredno močne, je Strajnar združil moči s kar nekaj izjemnimi posamezniki. Češnja na torti v Domžalah je prišla v sezoni 2006-2007, ko je rumena družina osvojila naslov. Na kupu je bilo kar nekaj zvenečih imen takratnega slovenskega nogometnega prostora in na igrišču smo v tej sezoni dejansko delovali zares suvereno. Če se ne motim, smo doživeli prvi poraz šele v 33. kolu. Bili smo izredno dobro strokovno vodeni. Če samo pogledamo, kdo je bil v takratnem strokovnem vodstvu, od Slaviša Stojanoviča, žal pokojnega Filipa Filipovskega, Dejana Đuranoviča, športnega direktorja Protege, tako da plod vsega je bil potem tudi naslov državnega prvaka. Ko se Janez Strajnar zdaj ozre nazaj na svojo kariero, kaj je bil njegov zaščitni znak, v čem je bil najboljši? Glede na svoje fizične predispozicije nisem imel neke višine, mislim pa, da sem bil pa izredno dober v situacijah in v igri 1 na 1. Mislim, da mi je bila to neka kvaliteta, kjer sem bil dober. Za konec pogovora pa smo se kot vedno pozabavali še z brskanjem po spominu v lovu na kakšno smešno anekdoto iz časov profesionalne kariere. Kaj je legendarnemu vratarju najprej padlo na misel? Ena izmed takšnih anekdot se nam je zgodila, ko smo se odpravili na pokalno srečanje v Lendavo. Avtoceste takrat še ni bilo, tako da so bila potovanja dolga. Zaradi zastojev na cesti smo zamujali tekmo, tako da, če se ne motim, smo prišli na tekmo 15 minut pred pričetkom in enostavno smo se morali preobleči v opremo že v avtobusu, če smo hoteli pravočasno priti na igrišče. To je ena izmed anekdot, ki mi bo ostala v spominu. Janez Strajnar, ki sicer ni več član strokovne ekipe Domžal, ostaja zaljubljen v nogomet. Zato skrbita tudi njegova sinova, ki zelo opozarjata nase. Mark se je že prebil v prvo ekipo Domžal, Aljaž, ki gre po očetovih stopinjah, pa navkljub vsega 15 letom že brani za mladinsko ekipo rumene družine. Janez, hvala za pogovor in obujanje spominov ter srečno! Tako, to je bilo za leto 2022 vse.
Naj bo vaš december čim bolj čaroben, za dvig energije v hladnejših dneh pa naj poskrbijo tudi nekateri najlepši goli jesenskega dela Prve lige Telemach. Hvala za vašo pozornost in naslišanje znova prihodnje leto. Sana, gol! Krasen zadetek. Kronaveter! Golazo! 66. minuta, ekspresno se na krilih svojega kapetana vrača Maribor. Priložnost, zdaj so Domžalčani in še prvi zadetek. Golazo! Mitko Bogdančič je zadel. Boris skače, Boris potem in krasen zadetek. Krasen zadetek Murinega branilca v 3. minuti srečanja. Atraktiven strel je bil to, drugi poizkus. Sesla odlično na Olimpijadi. Pa zdaj priložnosti 1-1 proti nič. Kakšen gol Žiga Repasa.